ricordando che al di Papež sopra Frančišek je med opoldanskim nagovorom 26. februarja spodbudil k zaupanju v Boga, ki je naš prijatelj, zaveznik in oče, ter poudaril, da se moramo odločiti med Bogom in bogastvom. Izhajajo iz evangelskega odlomka iz Matejevega evangelija, ki govori o zaupanju in zaskrbljenosti. Bog ni oddaljeno ali anonimno bitje, je naše pribežališče, izvir naše vedrine in našega miru, je skala naše rešitve, katere se lahko opremo v gotovosti, da ne bomo padli. Je naša zaščita pred hudim, ki je vedno na preži. Bog je za nas velik prijatelj, zaveznik, oče, čeprav se tega vedno ne zavedamo. Mi pa se raje naslonimo na neposredno in slučajne dobrine, pri tem pa pozabljamo, včasih celo zavračamo najvišjo dobrino, to je očetovska ljubezen od Boga. Čutiti ga kot očeta v tej dobi osirotelosti je zelo pomembno, je poudaril sveti oče. Od božje ljubezni se oddaljujemo, kadar obsesivno iščemo zemeljske dobrine in bogatstva, s tem pa kažemo na pretirano ljubezen do te stvarnosti. Jezus pa nam pravi, da je to naporno iskanje iluzorno in razlog nesrečnosti, zato svojim učencem ponudi temeljno življenjsko pravilo: iščite najprej Božje kraljestvo. Gre za uresničevanje načrta, ki ga je Jezus oznanil v svojem govoru na gori. S tem, da zaupamo v Boga, ki ne razočara, pomeni delati kakor zvesti upravitelji dobrin, ki nam jih je dal, tudi zemeljskih, a brez zagnanosti, kakor da bi vse, tudi naše odrešenje, bilo odvisno od nas. Takšna evangeljska drža po papeževih besedah zahteva jasno izbiro, ki jo odlomek iz evangelija natančno pokaže. Ne morete služiti Bogu in bogastvu. Frančišek je dodal: ali gospod ali maliki, očarljivi ali varljivi. Ta izbira, ki smo jo poklicani opraviti, odseva na to v mnogih naših dejanjih, načrtih in zavzetostih. Je izbira, ki jo je treba narediti na jasen način in jo stalno obnavljati, kajti skušnjave, da bi vse omejili na denar, užitek in moč, so nam vedno za petami, je poudaril papež Frančišek.